je knjiga o negotovih časih najstništva, ko se mladostnik počasi preoblikuje iz otroka v odraslega, ko se bojujejo s svojimi mislimi, telesnimi, hormonskimi spremembami in zunanjim svetom. To je knjiga, ki ti da jasno vedeti, da v tej situaciji nisi sam, predvsem pa s takimi mislimi nisi edini. Brala sta jo Laura in Rok. Tole je res knjiga, ki jo odložiš z enim takim nasmeškom na obrazu in kar iščeš kandidata, ki bi s teboj razglabljal o njej, in na srečo sva jo z Lauro oba prebrala. Laura, pozdravljena. Daj mi povej, v koliko zgodbah si se pa ti našla? Ja, jaz sem se zagotovo našla v kar nekaj zgodbah, ker sem tudi jaz najstnica. Po mojem je največja podobnost med junaki v knjigi pa med mano ta, da še ne znamo biti kul pred drugimi, pa se vesti odraslo in odgovorno. In moram priznati, da sem še vedno en velik otrok, ker se zelo rada gugam pa kotalim po travnikih. Tako da se včasih počutim malo izključeno, ker me ne zanimajo ta socialna omrežja in se prijatelji pogovarjajo o njih. No, ena misel, ki je bila meni izredno všeč. Pravijo, da gremo med odrasle, ampak če nima nihče nič proti, se jaz poserjem na to in bom še malo otrok. Je tudi tebi ta misel všeč? Ja, zelo mi je všeč, ja. Res mi je ostalo v spominu. Morda še kakšna, ki ti je bila res blizu? Mogoče tale. Odrasli pravijo, da je dovolj eden prijatelj. A ima kdo telefonsko od enega? Dobra misel, se strinjam. No, o vseh temah se je avtorica knjige pogovarjala z mladimi Norvežani, zato jo pozdravljam in sprašujem. Hi, Linn. Are these the real stories and how did you collect all these honest, sometimes even brutal stories? Ja, dette er ekte historier fra ekte norsk ungdom. Jeg startet litt i kretsen nær meg, for jeg har en sønn som er 19, han var vel 17 da, og så jobbet jeg meg ut. Og jeg har også tatt fremmede ungdommer på brygger rundt omkring i byen, og lokket inn på kaféer med tilbud om kaffe og en prat. Det er klart, jeg har brukt mine ord på det. Så for eksempel hvis en ungdom har fortalt meg at den har veldig kjærlighetssorg etter sommeren, så er det jeg som har skrevet hjertet mitt er en nedlagt kiosk. Men jeg har på en måte forsøkt å oversette deres ordentlige følelser og gitt de ord på de følelsene. Linn, thank you very much. Laura, katera zgodba se je pa tebe najbolj dotaknila? Ja, tista o očju, hrčku in smrti. Ta zgodba je res lepa pripoved o tem, kako se morajo vsi družinski člani potruditi in sodelovati, da bi lahko lažje prebrodili očetovo smrt. Meni je bila precej zanimiva tista o bordanju in o pravičnosti, kako smo si res ljudje različni. Se to pozna tudi pri tebi in prijateljicah? Ja, seveda. Mislim, da so v vsakem razredu te tudi neke socialne razlike in po mojem se to še najbolj občuti po čevljih, oblekah in telefonih. Recimo nekateri radi nosijo drage znamke, nekaterim pa to sploh ni pomembno. No, ampak pomembno pa je, da kljub tem razlikam še vedno ostanemo prijatelji in midva z Jušem sva tudi dobra prijatelja, pa čeprav imava kar nekaj razlik. Juš, kaj pa ti meniš o razlikah? Ja, jaz pa mislim, da ravno zaradi razlik širimo obzorja in sprejemamo tudi nepoznano. Upam pa, da današnjim tekmovalcem ne bo nepoznan odgovor na vprašanje, ki sledi. Knjigo Čez potok, ne čez most sestavljajo različne zgodbe iz življenja mladih Norvežanov. Laura pove, da se je v veliko zgodbah prepoznala. Zakaj so ji liki in njihove zgodbe blizu? A. Tako kot likom v zgodbah tudi njej ni nerodno pred drugimi. B. Tako kot liki v zgodbah se tudi ona zna vesti odraslo in odgovorno. C. Tako kot liki v zgodbah se tudi ona vede kot majhen otrok, kotali se po travnikih. Ali D, tako kot liki v zgodbah, je tudi ona v obdobju med otroštvom in odraslostjo. Dobro, premislite in izberite pravi odgovor. Neka rekla, da se kotali po travnikih. Oboji ste izbrali torej D. Tako kot liki v zgodbah je tudi ona v obdobju med otroštvom in odraslostjo. Ja, podobnosti med sabo in njimi Laura opaža pri tem, da se še ne zna vesti kul pred drugimi in se ne obnaša odraslo. Laura pa zase pravi, da je en velik otrok. Pravilni odgovor je torej D.